Dobrodošli v novem vlogu. 8 mesecev je od zadnjega uploada, sem šla prav pogledat, zato da se lahko delamo malo norca iz vaše youtuberke, ker uradno sem pač najslabša youtuberka. Lahko si kar natočimo čistega vina. Nisem resna, grozna sem, ampak za vse to je en sam razlog, res pomanjkanje časa. Ko enkrat dobiš otroka, verjamem, da mamice, ki me gledate, se boste s tem poistovetle. Ne vem, čas začne drugače teči, prioritete se drugače postavijo in enostavno dan za dnem tako mineva 1, 2, 3 svetlobno hitrostjo, potem pač je še tako, da jaz hčerkice nimam v varstvu, kar je tudi svojevrsten izziv, don't get me wrong, zelo je lepo, ampak pride dan, ko rečem, jutri jo bomo pisala v vrtec, ne moram več, nimam nič časa zase. Tako da, ja, it is what it is. Dejansko, tudi tale vlog, ki ga boste zdaj gledali, bo pretežno, oziroma kar večinsko poleten vlog, z enim samim razlogom, in sicer, da sem poleti vlogala. In ja, do danes nisem pa zmontirala materijala iz poletja. Škoda mi ga je bilo vršt in sem rekla nič. Za vse ljubitelje poletja bomo naredili en tak še pretežno poleten vlog. To je to. Je pa trenutno, da se razumemo, jesen. Torej smo zakorakali čist zares že v jesen. V bistvu sta do konca leta še 2 meseca, slaba 2 meseca, tako da plan je, da imamo zdaj tale vlog gor in potem do konca leta še kakšen vlog, ok? Dajmo začeti tako, ker tudi, ko me srečate na ulici, ste vsi tako, vsej vemo, da si zdaj mamica, ampak lahko kakšen vlog, lahko začneš vlogat nazaj, se mi zdi, da pač to je ena taka bolečina vsem, tako da dajmo začeti z little steps, do konca leta, torej vsaj 2 vloga, kar je en na mesec, kar se mi zdi, da ne bi smelo biti pretežko. Skratka, jesen je, oh my god, se mi zdi, da z jesenjo tako spet pade nazaj vse malo v rutino, kar je fajn, ker se mi zdi, da ljudje rabimo disciplino, rabimo rutino. Poleti je razpad, poleti vsi neki tavamo naokol, skačemo naokol, jemo sladoledke, uživamo v aperolčkih. Jaz sem se letošnje poletje še dodatno zredila, kar pomeni, da jesen prinaša malo bolj tako back to reality, se mi zdi situacijo, malo bolj smo cozy, malo bolj smo doma, spet si lahko izkuhamo, kakšno bučno juhco, kakšen segedinček in tako, kar mi trenutno ful paše. Do konca leta nimamo nobenih planov, skenslali smo Mauritius že ta drugič, v bistvu čist zato, ker smo rekli, ne vem, ne čutimo ga, in ostajamo doma, ostajamo na easy, tako da tudi te 2 vloga, ki bosta potem še do konca leta, če bosta, ne? Upamo, da bosta pretežno tako zelo taka topla, domača, kar dogaja torej pri nas, v našem gospodinjstvu. Hočem reči, ne bomo nikamor šli, ne bomo lutali po svetu do konca leta. Anyway, zadnje dni sem se ukvarjala s cunjami, tako, cun trenutno videti ne moram. Lotila sem se torej poletnih cun, potem sem valjda, ker je zdaj prehod na jesen zimo, sem povlekla ven še torej to garderobo, puloverje in te tople stvari. Tako da sem vse na koncu pregledala, kaj nosim, česa ne nosim, kaj sem prerasla, česa ne čutim več in sem vse dala na 2 dela, torej kaj dam stran in kaj bom obdržala. In iz tega se je rodila ena zelo zdrava in v bistvu enostavna stvar. Do konca leta ne smem kupiti ene same stvari, nič, ker to ni več okusno. Pač količina cun, ki jih imam, ni okusna. Večino cun nisem nosila niti, ne vem, 3-krat, kar je čist premal. Ta fast fashion je totalno velik problem in zdaj sem si rekla pač, da lepe stvari imam, dej se skuliri, nosi to, kar imaš in če vidiš lepo stvar v trgovini, vem, da je lažje reči, kot pač pol dejansko, ko si v trgovini in zagledaš to lepo stvar, ampak res, ji bom rekla ne, hvala lepa, zamižala, se obrnila stran in pač ne bom več kupovala. Ne bom, nekaj časa sigurno nič ne rabim, tako, nič ne rabim.
Pol pa, kada ne bi bilo to dosti s temi cunjami, sem se lotila še od hčerke cunje urejati. Torej vse, kar se je nabralo do zdaj njene starosti, sem dejansko posortirala po skupinah, se pravi po teh številkah otroških, zvakumirala in poklicala prijateljico, ki je noseča in rekla, sam odpel. Odpel, skratka, anyway, tako teh cun, ki se nabere otroških, je pa tudi tako, wow. To je to, ljubčki. Kaj še dogajalo? Ok, se pravi, pred vami je en tak poleten vlog, da ne bo tale intro predolg. Bili smo na začetku poletja v Grčiji, kar boste tudi videli, zdaj že drugo leto. Potem smo šli v Toskano, kar je bila najboljša odločitev ever. Torej, sred poletja, ko je bilo najbolj vroče, ko je bilo na morju ogromen, torej gužva in ogromen ljudi, smo mi rekli, ok, to niči za nas, to nam ne paše, kam ćemo pobegati. Smo pobegnili v Toskano in izkazali se je za najboljšo odločitev. Bili smo čist na chill, uživali v naravi, uživali tako res v neki taki oazici, miru, tako da definitivno nekaj, kar bomo tudi v prihodnje prakticirali. Bo tale pobeg v Toskano, sred poletja. In pa za zaključek tega poletja 2024 smo odpotovali na otok Ischia, to je v Italiji. In to je to. To je bilo, kar se tiče teh naših pobegov. Zelo je bilo lepo. Sem pa to poletje uspela tudi spraviti pod streho dva projekta in sicer sem lansirala svoje kopalke, take zelo udobne, zelo, bom rekla, udobne in pa predvsem, ki so namenjene ženskam z oblinami, mamicam po porodu, ženskam s kakšno kilico viška. Zelo so bile dobro sprejete, tako da tudi v 2025 je v bistvu nekako začrtan plan in cilj, da imamo spet kolekcijo kopalk. Sem napovedala. Tako da feedbacki so bili res pač fenomenalni, tako da mi je to dal ful ene potrditve in v bistvu, odločeni smo, da bomo delali kopalkice tudi naslednje leto. Drugi projekt je bil pa tale oblekca, ki jo imam tudi trenutno na sebi in sicer Dream Dress. Trenutno jo nosim v črni barvi, pride v 8 barvah, torej še v 7 drugih. Gre za 100% bombaž, izredno je pač prijetna, nežna pletenina, zelo ženstvena, s tem asimetričnim krojem. Tako da letošnje poletje ni bilo samo guštarsko, ampak je bilo v bistvu tudi delovno, moram reči. Tako kot mora biti, malo se dela, malo se pa, veliko se pa uživa, a ne tako. Tako da tako nekako je izgledalo naše poletje. Upam, da ste imeli vi eno čudovito poletje, da ste se spočili in da imate zdaj za jesen in pač naprej tako polno moči, energije za nove, ne vem, projekte, štarte, kakorkoli. Kaj sem še hotela povedati? Še ena stvar in potem skočimo v vlog. Bila sem na Adele. Šle sva s prijateljico zelo spontano, torej basically sva se odločile, mislim, da 4 dni prej, kupile karte in to je bila tudi moja prva noč stran od hčerkice. Ful sem mislila, koliko bo imela slabo vest in koliko in sploh, ne vem, sem si to predstavljala tako, da bo težje, ampak ne. V resnici je bilo to očitno vse, kar sem rabila, zaradi tega, ker tudi moja prijateljica je pač mamica in obe so bile sam tako, rabile sva to. Njova slabe vesti, zaslužila si in v bistvu cela ta izkušnja, ne sam koncert, mislim, sam koncert je bil itak fenomenalen, ampak se mi zdi, da cela ta izkušnja, da lahko greš torej za, ne vem, 48 ur stran od otroka,
veš, da bo vse v redu, da torej bo partner poskrbel, da bo babi poskrbela, da se bo imela ta mala super in ti na drugi strani se boš tudi imela super in boš prišla nazaj v bistvu sam še boljše volje in sam še bolj mama mode. Tako da v bistvu en tak mogoče note to all mamas out there, da si večkrat lahko prvoščimo neko tako za dušo stvar, ker otroci bojo v redu, mi pridemo pa nazaj še ful bolj v redu. Tako da, ja, bilo je ful lepo v bistvu itak iti na koncert, ampak še bolj pa vse, kar je prišlo zraven, torej, da si lahko v miru pojedu, brez da bi ti pač ta mal sunil to tvojo hrano, da bi bil pol na koncu tega obroka cel popackan, da si se lahko v miru pogovarjal tako, v miru pogovarjal s prijateljco, pač te little things, ampak oh well, ugotoviš z materinstvom, da so to v bistvu ene take kar velike stvari, ki jih vse ženske rabimo, krvavo rabimo in res jih moramo večkrat pač prvoščati. Tako, zdaj pa, da se mi tale moj banana bread ne zažge, kuhno moram pospraviti, ker imam mes. Upam, da ste me pogrešali, jaz definitivno vas sem, skozi vas pogrešam ta svoj YouTube, ker se mi zdi res ena taka lepa skupnost, tudi se mi zdi ful najbolj pozitivna od vseh teh platform, ampak ja, enostavno čas me baše, zato smo tle, kjer smo, ampak dajmo to popraviti do konca leta in potem z novim letom še malo bolj. A prav, naj se tale vlog začne, uživajte in šibam. Upsi, mogoče sem ga enih 5-10 minut predolg pustila, ampak vsem se bo pojedel, ne bo šel to waste. Naredila sem ga pa, torej, banana bread obviously z banano, oreščki in pa delčki čokolade, ampak ali jih nisem dobila na čokolade tukaj. Zelo je dober. Najboljša stvar pri njemu je pa to, da celo stanovanje diši in ima človek pol res občutek, da še dvakrat gremo spat, to je unvona, veš, v zraku, še dvakrat gremo spat in pol je božič. Zelo dobro. Dober dan, oziroma kalimera. Smo v Grčiji, prišli smo 2 dni nazaj, mater paše. Začenjamo naše junijske počitnice. Že več let v bistvu prakticiramo počitnice začetek junija, ker nam ful ustreza. Eno, da ni tako vroče, čeprav letos je vroče, letos je ful vroče, pri norcih, tudi trenutno je vročinski val tukaj v Grčiji, ampak vseeno, junija ni tako vroče, kot je pol julija, avgusta, se mi zdi. Eno to, drugo pa ni toliko veliko ljudi, ni take gužve, tako da to nama z Anžetom ful odgovarja. In v bistvu že drugo leto zapored smo prišli na isto lokacijo v Grčiji, in sicer v kraj Lindos, kjer je fantastično čudovito. Včasih bi mogoče rekla, joj, pa dajmo sprobati kaj novega, pa tako, preden sem imela otroka, ampak ko imaš enkrat otroka, ugotavljaš, da najboljše stvari so preproste, ko enkrat ugotoviš, da nekaj funkcionira, zakaj bi menil, zakaj bi eksperimentiral. Še bojo časi, ko se bomo lahko šli turiste, zdaj smo pa pač tukaj, v tem našem hotelčku, ki je fabulous, uživamo, zelo smo na easy, kot rečen, trenutno je vročinski val in je, mislim, da 40 stopinj. Tako da bolj kot ne smo v senčki, veliko pijemo, veliko pojemo sladoleda, počnemo to, kar je smisel poletja, basically. Namen imamo sicer iti tudi v mesto, tako da, ja, obvezno bomo šli v mesto, ker tole mestece Lindos je krasno za shopping. Taki mali, lepi butiki so in že lani sem kupila od lanenga prta do teh olivnih deščic, ki se pol zlagajo sirčki gor, pa salamice in so čudovite. In kupila sem si tudi fulenga nakita, tako skozi ga nosim. Tako da ja, mama bo sigurno šla tudi v shopping in vas vzamem s sabo. In to je to. Uživajte v vlogu. Ste me pogrešali? Ker jaz vas sem. V enem posnetku moj smisel počitnic.
Tle v Grčiji naročam, valjda, ker je toliko vroče, mrzel kapučino, kapučino Fredo se mu reče. In jaz ne vem, kako oni dosežejo takole peno, tale frosting, ampak to je tako dober. Jaz bi rekla, da to ni sam mlek, čeprav mi vsi tukaj govorijo, da je to sam mlek. Kakorkoli. To je zame sladica. Cheers. Na dopustu berem tole. Tata, uživaš? Ja, trebuh not držim za vlog. Ni videti. Je dobra juhica. Hi. Mama se bo danes najedla sušija, ker imamo tematski večer in sicer je sushi night, kar se ne zgodi vsak večer, obviously. Vsi tako so planili, veš, po sušiju, med drugim tudi jaz, ne vem, se delala nad špino. Je bila kar borba in bitka tamle, ampak mislim, da sem dobro zbrala. Tega pa še ne smeš, lahko pa takole malo s palčkami, ki mama nagaja. Tako. A je dobra? Je dobra lubenica? Dobro jutro. Po zajtrku smo skočili v Lindos mestece. Tukaj je en kup enih krasnih luštnih butikcev, tako da sem svojega dragega pripeljala najprej na eno kavo, da ga malo zašarmiram, da lahko jaz pol skočim. Sem jaz tebe pripeljal. Na hitrco malo pogledati. Rozinice povsod. Povsod rozinice. Na krožniček. Medtem ko mami šopingira, me nekdo potrpežljivo čaka. Zelo sta pridna, nič ne težita. Sliš nama tudi kaj kupljava? Bom pelala na palačinke. It's really nice. Cheers! Danes fotkamo, smo na krasni lokaciji, vam pokažem. Danes fotkamo mojo linijo kopalkic. Naredila sem kopalkice za ženske, ki imamo mogoče kakšno kilco viška ali po porodu, ali pa že tako po defaultu. Ženske z oblinami in tako so udobne, tako so lepe. To so naše Pink Panther enodelne. Eno na ramenco je narejen topek v roza barvi, potem so pa take z visokim pasom hlačke, da se lepo trebušček, da ima tako support in da se ženska dobro počuti, da ni vse tako ven, štrleče, dober dan. Zdaj vam pa predstavljam še svojo krasno ekipo. To je moja čudovita model Iva, hi. Marija, make-up artist. Trenutno frizerka in nekaj mi ne gre. Aha. Pa Jaka, ki je rekel, da ga ne smem preveč snimati.
Buonasera. Par dni nazaj smo prišli z družinco na italijansko podeželje, also known as Toskana. Nič drugega ne delamo, kot jemo, plavamo, guštamo, tako da v bistvu prava definicija dolce far niente pregovora, ki ga tako radi uporabljajo Italijani. Oni pa znajo guštati, ampak se tudi jaz znam guštati. Tako da, zato pa mi je tako všeč tle. Ful je vse na easy, čist drugačen tempo in life kot v mestu. Tako da smo res velikane sam tle, okoli torej te naše hiške in kot rečen, nič ne delamo. Čist nič ne delamo, razen da lenarmo. Tukaj ima gospodična svoj bazenček. Tako veliko staro oljko. Tam je bazen. Tukaj je tak kotiček pokrit, torej v senčki, za kavico popit, za perol popit. Tukaj lepo si naročimo eno pinco. In smo, ko je najbolj vroče, v bistvu kar tukaj le spodaj. Tole je pa naša hiška, oziroma bolj rečen graščina. Ljudje božji, poglejte kopalke, v redu, dosti promocije. Še malo, vsaj 10 sekund mora biti reklama. No, še malo, 10 sekund tudi spredi, vzadi. Mama. Super. Mama. Tata je zmešan. Tata je čuču. Tata je čuču. Kako gre tata? A takole pod vodo, takole. Glu, glu, glu. Direkt z dopusta šibam na fotkanje. Se mi zdi, da sem še po fotkanjih. Prej, leto, 2 leti v bistvu, zdaj nisem imela nobenega slikanja, oziroma imela sem nosečniško slikanje, ker pač je bilo treba to ovekovečati. Zdaj se mi zdi pa, da se kar naprej nekaj slikam in fotkam. Najprej smo imeli pred dopustom fotkanje kopalkic, zdaj imamo pa fotkanje za obleko pod znamko Lala by Lepa Afna. Naredila sem eno čudovito pleteno obleko. Tako da danes je v znamenju priprav za slikanje. Frizuro si bom naredila sama, ugotovljena sem čist siva. Imam pa čez par dni frizerja. My bad, malo sem narobe tole si splanirala, ampak ok. Frizuro si naredim sama, potem pride Tina me nališpat in potem šivamo v Italijo, ker fotkamo danes na eni čudoviti italijanski lokaciji. Make-up narejen, smo že na poti, smo že štartali. Z mano imam pa danes ne sam šoferja, ampak sem ga nahecala, da bo tudi moj model. Sam jaz pa še nimam make-up narejen. No, ti si bil pa pri brivcu. To je pa moški make-up. Čeden. Až povedal, kako sem zbrala modela? Ja, že dolgo nazaj. 15 let nazaj. Ja, točno tako nekako.
pa na Iskiji, na otoku na zahodni obali Italije, to je malo od Neaplja dol. Smo po zajtrku, okupali smo se že, voda je fantastična, hrana je še bolj fantastična. Moj dragi je dobre vole, zato ker je njegova draga tako dobre vole. Nimam druge izbire, sem na počitnici. Je pa ta otok, zdaj smo že drugo leto zapored in je res en tak feeling, tako home away from home. Res tako zelo lepo. Ja, zelo lepo skrbijo za nas. Zelo lepo. Vsak večer je v našem hotelu takale večerja. To je sam v bistvu začetek oziroma rečem predjedi. Vzameš si lahko kar hočeš, kar hočeš. Antipasti, Karmela kuha, evo je v akciji, vse je z njihovega vrta in pa sveže ulovljeno. In to je brez pretiravanja najboljša hrana, kar sem jaz kdajkoli jedla. In pol to takole zgleda v praksi, ko je krožnik premejhen, ker pač si človek vse kar vid naloži gor na njega. No, ta povej, kako bi ocenil tale antipasti? En boljših v življenju. No, pa začnejo še s ta pravo večerjo, tole je predjed. Pol človek dobi še glavno jed, vedno ponavadi je ribica, pol je še sladica. In jutri je konc italijanske diete. Jutri gremo pa domov. Hujšat.